Recording. Dobro jutro, dober dan, banda, kako ste? Evo, danes malo improviziramo. Jaz sem se lotil tegale jutranjega prebujanja, še ves zalepljen, še ves skuštran, kakor vidite, je moja brada še nepripravljena na broadcast live. Nekateri imajo težave s povezovanjem. Tukaj le berem, oziroma tamle sem bral v Telegram chatu, tako da upam, da se tekom naslednjih nekaj minut te stvari zrihtajo. Tako kot sem rekel, danes bomo malo improvizirali, ampak kakor sebe poznam, najbrž s tem ne bo kakšnih hujših problemov. Zdajle bomo, sicer ker sem nepripravljen, upadel v tole jutranje prebujanje, kar takoj se lotili zapisovanja jutranjih hvaležnosti. V tem času bom pripravil še nekaj podatkov in nekaj tistega, kar bom pa v nadaljevanju povedal. Tako da, tukaj pri roki, pri miški moji, pri mojem kliku je takoj pripravljeno cvetje v jeseni. Zdajle je ena taka luštna jesen se začela. Privoščimo si malo cvetja v jeseni torej in si zapišemo nekaj osnovnih, pa tudi, če imate mogoče na zalogi nekaj bolj poglobljenih jutranjih hvaležnosti. Čez nekaj minut se zopet slišimo, potem pa nadaljujemo z jutranjim prebujanjem v stilu, kakršnega poznamo tudi ostale dni. Torej, jutranje hvaležnosti, pa se slišimo.
Ok, družba, tole je bilo Cvetje v jeseni, nasuto direkt v naša ušesa in v naše ume za današnje jutro. Če boste pol v priliki tekom dneva, si seveda Cvetje v jeseni oglejte še v živo v naravi. Jaz sem na brzino, namesto zapisovanja jutranjih hvaležnosti, kar me bo počakal do konca tega jutranjega prebujanja, poiskal nekaj podatkov kot zanimivost v današnjem jutru. Bi rad preveril, če je kdo od vas prejšnjič, ko sem povedal znamenitosti povezane z današnjim dnevom, šel Hofer in povedal blagajničarki kakšno od znamenitosti. Recimo, katero znano osebnost so pokopali v Kalkuti v Indiji. Ne? Tako da dobim malo občutka, a so te jutranje zanimivosti pač smiselne ali ne. Ok, da čas, ko čakam odgovor, kdo je kaj naredil s tem, sem si pripravil 5 naslednjih, povezanih z današnjim dnevom. Danes je seveda 15. september, Kimovec, kakor mu rečemo v Sloveniji, recimo 14. september, naslednje leto, če bom še počel te stvari, torej včerajšnji dan, vas bom spomnil, da je minilo natančno 1 leto, odkar so slovenski košarkarji izgubili četrtfinalno tekmo proti Poljakom. Ok, kar se tiče 15. septembra, leta 1835, torej ne tako davno nazaj, je znameniti Charles Darwin, britanski znanstvenik, pristal na krov britanske ladje HMS Beagle na Galapagosu, torej na otoku, na katerem so mu kapnile tiste zadnje ideje o tem, kako postaviti torej, teorijo o razvoju vrst. In ko je tistega leta, oziroma ne vem katerega leta pol objavil to teorijo, so se seveda kresala mnenja, ker prej je veljalo, da je stvari na Zemlji verjetno ustvaril Bog in tako naprej. No, Charles Darwin je pa pač postavil teorijo o razvoju vrst. Leta 1928, slabih 100 let nazaj, je škotski bakteriolog Alexander Fleming odkril penicilin, takrat, ko je študiral influenco, torej gripo, torej vplive gripe in kako jo pozdraviti. Slabih 100 let imamo zdravilo za influenco, za zdravljenje influence v nekaterih pogledih. Vemo, da se te stvari v zadnjih 2 letih postavljajo malo na glavo, ampak ne bi zdaj politiziral o tem. Na današnji dan, mogoče ne toliko pomembno, ampak vseeno mi je v oči padel podatek, leta 1944 so Sovjetske zveze osvobodile Sofijo v Bolgariji. Gremo malo bližje, mogoče en ne tak političen ali pa vojaški podatek. Leta 2015, torej pred 7 leti, se je na današnji dan končalo obdobje zaporednega vsakodnevnega šova z imenom Mamma Mia, gre za musical, ki sta ga pomagala ustvariti Benny Anderson in Björn Ulvaeus, torej avtorja glasbe skupine ABBA. Ta musical je laufal 5733krat zapored v New Yorku, torej na današnji dan leta 2015 so prenehali s tem šovom po toliko ponovitvah. Večina od vas ali pa nekateri med vami so verjetno videli tudi film, musical v filmski obliki z naslovom Mamma Mia, z Meryl Streep v glavni vlogi. Tako da te 2 modela imata kar nekaj za sabo stvari, ki so se že in se bodo opisale v zgodovino človeštva v pozitivnem smislu. In še nazadnje, 5. podatek, leta 2013, torej pred parimi leti, natančneje pred 9 leti, je na 38. filmskem festivalu v Torontu film 12 let suženj osvojil glavno nagrado občinstva za najboljši film. Torej, teh 5 podatkov mi je tako na brzino padlo v oči. Zdajle gremo pa k eni zgodbici Jorgeta Bucaya, ki jo bom prebral, potem pa bom mogoče spustil eno glasbo in si pripravil še kakšne jutranje informacije, tako da speljemo tole jutranjo zadevo tako, kot se zagre.
Danes imam na zalogi zgodbo, ki se ji reče Kralj, ki je hotel, da ga častijo. Nekoč je živel kralj, ki ga je nečimrnost povsem obnorela. Nečimrnosti ljudem vedno zmedejo pamet. Ta kralj je na vrtovih svoje palače ukazal zgraditi svetišče, vanj pa je dal postaviti velik kip sebe v lotosovem položaju. Vsako jutro po zajtrku je kralj odšel v svetišče, stopil pred svojo podobo in molil k samemu sebi. Nekega dne si je rekel, da vera z enim samim vernikom ni prava vera in sklenil, da mora imeti več častilcev. Tako je ukazal, da morajo vsi vojaki kraljeve straže vsaj enkrat na dan postati pred njegovim kipom, prav tako vsi služabniki in vsi ministri. Njegova norost je naraščala. Ker ni bil zadovoljen s pokornostjo ljudi, ki so ga obdajali, je nekega dne kraljevi straži ukazal, naj odide na tržnico in pripelje prve 3 osebe, na katere bo naletela. Tako bom dokazal moč vere vame, si je mislil. Prosil jih bom, naj se priklonijo moji podobi. Če so modri, bodo to storili, če ne, si ne zaslužijo živeti. Stražarji so odšli in pripeljali izobraženca, duhovnika in berača. To so bile prve osebe, ki so jih srečali na tržnici. Vse 3 so odpeljali v svetišče in tam jim je kralj rekel: To je podoba edinega in resničnega Boga, priklonite se pred njim ali pa mu bodo žrtvovana vaša življenja. Izobraženec si je rekel: Kralju se je zmešalo, ubil me bo, če se ne priklonim. To je očitni primer višje sile. Nihče me ne bo mogel obsojati, ker bom to storil brez prepričanja, le zato, da si rešim življenje, ter v imenu družbe, ki jo to dolgujem. Tako se je pred podobo priklonil. Duhovnik si je rekel: Kralju se je zmešalo in svojo obljubo bo izpolnil. Mene je izbral resnični Bog in zato moja duhovna dejanja posvečujejo kraj, kjer sem. Ni važno, kakšna je podoba, saj v resnici častim edinega Boga. In je pokleknil. Na vrsti je bil berač, ki pa se ni niti premaknil. Poklekni, mu je rekel kralj. Veličanstvo, svojemu narodu ne dolgujem ničesar, saj me večinoma z brcami odganja izpred vrat. Tudi nikogaršnji izbranec nisem, če odštejem nekaj uši, ki živijo na moji glavi. Nikogar ne znam soditi, pa tudi nobene podobe ne morem posvetiti. Moje življenje ni tako dragoceno, da bi počel neumnosti samo zato, da si ga ohranim. Zatorej, Gospod, nimam nobenega pravega razloga, da bi tukaj pokleknil. Beračev odgovor je kralja globoko ganil in ga razsvetlil, sklenil je, da bo spremenil svoje ravnanje. Legenda pripoveduje, da je ozdravel in dal na mesto svetišča postaviti vodnjak, na mesto kipa pa velika cvetlična korita. Včasih je tudi pametno in koristno biti korajžen. Mislim, da nas ta zgodbica uči o tem. Tako da ne se vedno priklanjati avtoriteti. Jaz tele zgodbice nisem imel pripravljene in je nisem prej prebral. In če zdaj malo o njej razmišljam, bi se jaz kar pogosto v življenju lahko identificiral z vlogo tega berača. Pa ne zato, ker bi me ljudje brcali, ko grem mimo, pa ne zaradi tega, ker bi imel uši v laseh, ker očitno las nimam več, razen če bi jih seveda imel v bradi. Pač pa zaradi tega, ker sem imel pogosto v življenju težave s tem, da bi se priklanjal avtoriteti brez kakšnega konkretnega razloga. Torej, jaz sem zelo pripravljen priznati avtoriteto in se v narekovajih prikloniti pred kom, ki me prepriča s svojim znanjem, s svojimi dejanji, pred nekom, ki pa pač svojo moč, svoj položaj želi izkoriščati zato, da bi se pokazal kot več vreden od mene, pa zelo hitro pride v konflikt z mano. Vsaj bilo je tako, tudi s temi konflikti se v zadnjem času, če tako rečem, odkar sem v IM akademiji, spopadam na drugačne načine.
ravno pred nekaj dnevi sem imel situacijo, v kateri sem izgubil job, ki sem ga sicer opravljal v minuli sezoni, to je job napovedovalca na rokometnih tekmah v enem izmed gorenjskih krajev. Potem so me pa modeli kot veliko čast poklicali, če bi pa vseeno na 4 tekme prišel napovedovati takrat, ko zdajle aktualen napovedovalec ne bo imel časa. In ta star Marko Lukanov bi tistega, ki me je klical, gladko poslal v 3 krasne. Tisti trenutek, no, ta nov Marko, ki ga poslušate zdajle, si je pa vzel nekaj dni časa za premislek in potem pač stvari izvedel tako, kot se temu pritiče, na en kulturen način. Če me že v narekovajih za uslugo prostejo, boste tudi plačali, ne? Če ne želite plačati, pa potem vsak po svojo pot z mirno vestjo. Tako da, zdajle za trenutek ali 2 spustim eno glasbico, medtem poiščem ene jutranje primerne afirmacije, potem se bom malo sprostil, poskušal zadeti torej tisto, kar potrebujemo v današnjem dnevu, tako da dajte mi prosim minutko ali 2, da najdem nekaj primernega. Ta čas pa lahko poslušamo Dan neskončnih sanj. Postal sem luč, rad te imam, ljubim brez telesa, upam brez srca. Tudi ti si prišla mrzlih lic do ognjišča v dan neskončnih sanj. Moja kri v tebi vre, a greš zbežiš, rad te zame okraj zavetja, nimajo cvetja, mraz je in tema, mraz je in tema. Mrzlih lic do ognjišča v dan neskončnih sanj. Moja kri v tebi vre, a greš zbežiš, rad te imam, toda jutro vabi v dan neskončnih sanj nazaj. Ok, tole je bila Dan neskončnih sanj. Upam, da danes ne bomo samo neskončno sanjali, ampak bomo iz svojih sanj naredili tudi
svoje sanjsko življenje z nekimi svojimi akcijami in reakcijami. V zadnjem času sem začel rolati malo slovenske starejše glasbe, tudi s tem imam težave, kar se tiče YouTubea. YouTube zelo pogosto, oziroma praktično vsak dan mi pošilja opomine zaradi kršenja avtorskih pravic, ampak zaenkrat mi ohranjajo račun, tako da dokler ne bo kakšnih večjih problemov, bom to objavljal na YouTubeu. Tudi sicer v nadaljevanju lahko snemam te jutranja prebujanja, mogoče objavil kje drugje, če bo YouTube še naprej kompliciral. Tako da upam, da vam je moj glasbeni izbor vsaj za prvo silo všeč. Zdajle pa vas prosim oziroma vam predlagam, da se naslonite nazaj, sprostite, zaprete oči, če vam tako ustreza, globoko zajamete zrak, ga zadržite nekaj časa v sebi in potem počasi, če se vam tako zdi, pihnete iz sebe, če se vam zdi, da je v vas kakšna napetost, kakšna jeza, kakšna slaba volja, kakršenkoli slab občutek, ga pa kar z vso silo pihnite ven, pomaga, garantiram, da pomaga. Zelo pogosto sem občutil napetost v sebi v preteklosti. Mimogrede, preden pozabim, ko nameravam to priložnost, danes zvečer Kozorogovi dosjeji, nadaljeval bom pač z delčkom zgodbe iz svojega življenja in se lotil teme današnjega večera, torej lepo vabljeni tudi zvečer. Zdajle pa kar začnimo z meditacijo. Jaz jo bom danes naredil s svojim orgonitom, v katerim sem vam sicer nekaj malega povedal včeraj. Gre pa takole, zdajle bomo imeli prošnjo za privabljanje, v tem primeru denarja. Lahko si jo ponavljate pri sebi, lahko si jo ponavljate na glas, če vam tako paše, lahko jo pa pač samo poskušate ponotranjiti. Torej, gremo. Sem magnet za denar. Denar teče k meni in skozi mene, enostavno in brez napora. Vesolje je vir mojega denarnega obilja. Karkoli dam, se mi vrne, pomnoži, nakopiči, del ostane pri meni in se oplemeniti. Tako je tudi prav. Zdajle imamo prošnjo za dvig iz negotovosti in strahu. Vesolje, prosim, olajšaj moje srce v tem svetu negotovosti. Ko uravnotežim tisto, kar si želim, z mojimi resničnimi potrebami, ko iščem višje vrednosti spričo materialnih minusov, ko se spominjam bogastva in obilja, ki jo je rodila tvoja stvaritev, in se zavem, da se premikam od strahu k ljubezni, sem obogaten z zakladi duhovnosti in miru. Imamo še priprošnjo za blaginjo. Vesolje, ti vir neskončne ljubezni in življenja, ki prinaša obilje vsem, prosim, prinesi blaginjo zdaj tudi meni in moji družini. Prosim, naj se s tvojo pomočjo izpolnijo naslednje osnovne potrebe. Da imam s tvojo pomočjo dovolj denarja za plačilo sprotnih računov. Da imam s tvojo pomočjo dovolj denarja za plačilo hipoteke oziroma najemnine. Da imam s tvojo pomočjo dovolj denarja za plačilo stroškov prehranjevanja z zdravo hrano. In da imam s tvojo pomočjo več kot dovolj denarja za plačilo stroškov povezanih z zdravjem in dobrim počutjem. Poleg materialnih potreb te vesolje, prosim tudi, da poskrbiš za dvig zavesti moje duše. Navdihni mojo ustvarjalnost in iznajdljivost, vodi me pri izboljšanju mojega življenja, pomagaj mi, prosim, ohraniti vero v moje sposobnosti v trenutkih, ko jo najbolj potrebujem. Vesolje, prosim, če lahko s tvojo pomočjo najdem svoj notranji mir. In točno tako je in tudi bo prav.
Ok, tole so bile moje naključno izbrane priprošnje vesolju. Če hočete, lahko tudi Bogu ali pa komurkoli pač pošiljate svoje prošnje. Torej, tole so bile moje naključne priprošnje za današnje jutro. Mislim, da me bo čez nekaj minutk prekinil. Ta čas bom spustil še eno glasbo. Vi pa lahko v chat napišete, kako ste kaj trgovali. To je ena stvar v zadnjih dneh in druga stvar, kakšni so se vam zdeli prejšnji Kozorogovi dosjeji, če se jih mislite tudi nocoj udeležiti in kaj pričakujete od njih. Tako da, jaz vas za tole improvizirano jutro zapuščam, se zahvaljujem, če ne prej se nekateri saj med nami slišimo in vidimo zvečer. Jaz pa spustim še eno staro slovensko pesem, ki se ji reče Nad mestom se dani. Lep dan, uspešen dan želim, slišimo se zvečer. Družba Nad mestom se je zdanilo, gremo veselo in korajžno v nov dan. Simona, pazi na cesti, Alenka, uspešno trgovanje. Ana, hvala za odzive, ostale pa, ki ste bili tole jutro, tako kot ponavadi inkognito, tudi lepo pozdravljam. Ni vrag, da vas nekega jutra ne bom pripravil, da se priklopite na kamero, tudi če ste skuštran, tudi če ste neurejen, tako kot sem bil jaz danes. Evo, Ana se je pokazala, tudi zdajle, tako da dobro jutro. Gremo dalje. Če ste vsaj kolikor toliko dostojni, se valjda lahko pokažete na kamer, tako da bom vedel, komu govorim. Ampak dosti filozofiranja. Vidimo se zvečer. Hvala vam za tole jutro. Ajde, čau.